Tukaj se lahko pohvalimo, Slovenija kot država, da smo bili med pionirji informatike, tudi v evropskem merilu. Prvi, bi rekel, projekti uvajanja informacijske tehnologije v poslovanje sodišč sodijo v leto 1985. In to je tudi nekako usklajeno z dosežki v ostalem delu Evrope. In zanimivo, da prvi projekt se je nanašal prav na kakovost in to je sodna praksa. Vrhovno sodišče se je skupaj z ustavnim sodiščem leta 1985 odločilo, da začne odločbe sodišča prenašati v enotno bazo podatkov zaradi usklajevanja sodne prakse, zaradi pregleda nad sodno prakso in takrat se je v bistvu pri evidenčnem oddelku Vrhovnega sodišča so se začele, bi rekel, te aktivnosti. No, velik zagon, bi rekel, pri informatizaciji pa je pomenila sprememba zakona o sodiščih, ki je vzpostavila Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču, ki je v bistvu prevzel informatizacijo sodstva. In takrat so se pa začele, bi rekel, stvari dogajati na neki novi kvaliteti, predvsem v smislu enotnih, centraliziranih informacijskih sistemov, kar pomeni, da imamo en sam sistem za en ali več vrst sodnih postopkov. Tako da, na primer, mi danes z enim sistemom pokrijemo tudi do 50 različnih vpisnikov na sodiščih. Zdaj, mi smo z informatizacijo zemljiške knjige začeli na začetku leta 2000. Predtem smo obširno razvijali celotni program zemljiške knjige, to je bilo v letu 1998–1999, no in na začetku leta 2000 so sodišča postopno začela prehajati na elektronsko zemljiško knjigo. Poudarek je bil na začetku predvsem na naložitvi zemljiške knjige, tudi celoten sistem je bil predvsem usmerjen v ta del. Želeli smo sodišča razbremeniti vpogledov v zemljiško knjigo strani strank. Moram reči, da tukaj je tretjina vseh zaposlenih na sodiščih, na zemljiški knjigi, predvsem delala na delu s strankami, na vpogledih v zemljiško knjigo, na pripravi izpiskov iz zemljiške knjige. In mi smo želeli ta del razbremeniti, zato da se lahko oni usmerijo v odpravo zaostankov. V tem času so bili postopki za vpis v zemljiško knjigo zelo dolgi, v povprečju leto in pol. Smo imeli tudi sodišče, na primer okrajno sodišče v Brežicah, kjer je bilo treba čakati do 45 mesecev. To je bilo seveda nesprejemljivo z vidika strank, z vidika varnosti pravnega prometa in smo se želeli predvsem na začetku usmeriti v ta del. Na ta način smo mi postopke v zemljiški knjigi v tem trenutku skrajšali na nekaj dni, se pravi iz 45 mesecev kot najbolj skrajnega sodišča na 2 do 3 delovna dneva. Jaz pričakujem, da se bo to tudi poznalo zdaj pri kazalnikih v Doing Businessu za leto 2016. Drug pomemben vidik je pa ta, da zakon zdaj zahteva elektronsko poslovanje, kar pomeni, da mora biti vsak zemljiško-knjižni predlog vložen v elektronski obliki, dopušča nekatere izjeme za lastnike pri vknjižbi lastninske pravice, vsi ostali vpisi, vsi ostali predlogi pa morajo biti vloženi v elektronski obliki. Sodstvo je velik poslovni sistem in mora imeti pregled nad celotnim delovanjem celotnega sistema. Zato smo se odločili, da vse zadeve, ki so v naših poslovnih sistemih, po domače rečeno v vpisnikih, prenesemo v enotno podatkovno skladišče
da to podatkovno skladišče v bistvu obogatimo tudi s kadrovskimi podatki v smislu števila sodnikov, strokovnih sodelavcev, referentov in ostalega sodnega osebja in z določenimi finančnimi podatki in na ta način menedžmentu sodišč omogočimo pregled nad delom svojega sodišča, višjemu menedžmentu pa tudi pregled nad delom nižjih sodišč, ki nekako sodijo v pristojnost višjih ali vrhovnega sodišča. To nam seveda omogoča po eni strani pregled, po drugi strani pa tudi izračun določenih kazalnikov uspešnosti poslovanja sodišč. To so mednarodno uveljavljeni kazalniki, ki jih uporablja na primer SEPEŠ. Mi smo se zgledovali po teh kazalnikih pri Svetu Evrope, prevzela jih je tudi komisija v Justice Scoreboards. Tako da vse te kazalnike smo implementirali in na ta način omogočili oceno uspešnosti sodišča po eni strani, po drugi strani pa tudi na nek način medsebojne primerjave primerljivih sodišč, kjer lahko predsedniki ves čas vidijo, kje je njihovo sodišče znotraj neke skupnosti ali neke skupine primerljivih sodišč.